Po podatkih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ima le 1% gluhih višjo in visokošolsko izobrazbo. V raziskavi je sodelovalo 1000 oziroma kar 2/3 predstavnikov gluhe skupnosti. Na srečo se danes vse več gluhih, tako tistih iz integracije kot iz zavodov, odloča za študij. Koliko jih študij tudi uspešno konča, pa je že drugo vprašanje. Poiskali smo 3 uspešne gluhe študente oziroma diplomante, ki bodo predstavili, kako so se lotili diplome, katero temo so izbrali, koliko časa so porabili zanjo ter s kakšnimi težavami so se soočali. Vsem bodočim in aktualnim gluhim in drugim študentom pa so podali tudi koristen nasvet. Simona Drev je diplomirana mikrobiologinja. V svojem diplomskem delu je združila praktično in teoretično raziskovanje. V 4. letniku smo imeli možnost izbire smeri, na katero smer bi se radi preusmerili. In izbrala sem medicinsko-sanitarna mikrobiologija. Ta smer me je zelo zanimala že zaradi medicinskega vidika. In ker so mi bile zelo zanimive teme, virologija, parazitologija in bakterioza, sem se odločila, da izberem na področju bakterioze. In tako sem jaz stopila do svoje mentorice Eve Rudiš Sablič in sem me vprašala, ali ima mogoče kakšno prosto, odprto temo, na katero bi jaz raziskovala kot diplomantka. In tako mi je dala ponudbo določenih tem in sama sem si izbrala, kaj točno bi delala. In izbrala sem si naslov, diplomsko delo z naslovom Primerjava 2 seroloških metod pri dokazovanju laimske borelioze. Diplomska ni bila samo teoretična, je bila pa tudi na področju raziskovalnega dela, kar pomeni, da sem imela diplomsko nalogo v laboratoriju. Torej, moja diplomska naloga je zahtevala laboratorijski del. Oktobra, novembra prvega leta absolventa sem delala praktični del, ki je mogoče trajal 3 mesece. To pomeni, da sem delala 2 uri do 5 ur na dan v laboratoriju. In na osnovi tega, kar sem ugotovila v laboratoriju, sem strnila rezultate v diplomski nalogi. Sama diplomska naloga zahteva veliko pozornosti. Zlasti, ker moraš poiskati veliko literature, ki se nanaša na diplomo. To pomeni, da moraš res strokovne članke obdelati in te strokovne članke si večinoma dobila na internetu ali pa v knjižnici. In to nisem zahajala samo v eno knjižnico. Lahko sem šla v 5 različnih knjižnic, v strokovnih knjižnic. Jaz mislim, da nisem edina gluha oseba, ki ima velike težave z angleškim jezikom. Tako kot vse gluhe osebe imam tudi jaz nekaj težav. Ampak k sreči me je to rešilo, da sem imela vso literaturo od 1. letnika do 4. letnika v angleščini in tako sem se naučila nekaj strokovnih izrazov. In zato sem lažje obdelovala te literature v tujem jeziku. Moja izkušnja z mentorjem, torej sodelovanje z mentorjem, je bila zelo dobra. Velikokrat se je odzvala na moj mail, na moje vprašanja, mi je pomagala tudi s koristnimi nasveti. Še zlasti mi je pomagala tudi pri strnjevanju rezultatov. To, kar sem dobila jaz rezultate v laboratoriju, mi je skupaj pomagala strniti v neko razpravo. Velikokrat sem šla na konzultacije k mentorici in tudi po 3-krat, 4-krat sem mogla oblikovati diplomske naloge. In tako se je moja diplomska naloga iz 80 dolge strani skrčila na 45. In je nastal kar dober produkt.
je bila težava samo ta, ker sem se prezgodaj lotila praktičnega dela. Najprej bi mogla izpite dokončati, torej vse opraviti in potem praktični del narediti in takoj teoretični. Tako pa, ker sem naredila najprej praktični del, sem veliko energije vložila v opravljanje zadnjih izpitov in na koncu, ko sem opravila izpite, nisem imela več volje, ne motivacije za pisanje diplomske naloge, ker je minilo že skoraj 1 leto in sem povsem pozabila, kaj sem točno delala v laboratoriju. Moj nasvet vsem študentom, ne samo študentom, ki slišijo, ampak tudi gluhim, da najprej naredijo čisto vse izpite, ki jih imajo, in šele takrat se lotijo diplome. Ker je res veliko lažje, ker si res zelo fokusiran v to svoje delo. Najtežji del mi je bil pa zagovor diplomske naloge. Nisem ravno ga nestrpno čakala, ampak čakala sem konec, zaključek tega študija. Tisti dan, ko sem imela zagovor diplomske naloge, sem 1 uro pred prihodom v učilnico doma si privoščila dober trening za boksarsko vrečo, da sem se malo sproščala in jo boksala, dokler ni ta stres minil. Na razgovoru nisem imela nobene pomoči, kar se tiče komunikatorja, nobenega tolmačenja, nisem koristila ta podaljšani čas zagovora in sem ga opravila v določenem času. Veliko mi je tudi pomagalo to, da sem hodila na tečaj slovenskega znakovnega jezika in nisem bila preveč toga na zagovoru, ampak sem tudi nehote uporabila kakšne kretnje gluhih. Kakšne občutke sem dobila po zagovoru, je bilo to res veliko olajšanje. V tistem času, torej 1 uro pred mano, je diplomirala tudi moja dobra prijateljica, s katero smo skupaj pripravili zakulis skone in smo povabili mentorje svoje, starše in je bilo zelo sproščeno vzdušje. Vsi so nama čestitali. Po zagovoru diplomske naloge sem vedela, da stopam v realna tla. Torej, kam zdaj naprej. Kot diplomantka nisem se zavedala, da bo taka dolga in trnova pot, da najdeš končno zaposlitev. Čeprav sem jaz pošiljala veliko prošenj, tudi hodila osebno na razgovore, sem našla skoraj podobno moji veji službo, ampak to šele po 2 letih. Tam, kjer je volja, tam je pot. Zaključili boste študij. Samo vztrajni morate biti, optimistični in borbeni. Hvala, da ste bili z nami. Vabljeni tudi k ogledu drugega dela prispevka Projekt Diploma, v katerem predstavljamo navdušujočo zgodbo Sandija Laknerja, magistra ekonomskih znanosti. Kmalu nasvidenje.